Tokrat v občinskem informatorju. Tudi Petelinova in Prikl kandidirata za župana Mestne občine Maribor. V spletni anketi za župana občine Ptuj zmagal Andrej Čuš. Lesjak najavil kandidaturo za župana v Rušah, po spletni anketi zmagal Tomi Prosnik. V boj za ptujskega župana tudi Majnik in Orešek. Dijaki in študentje tekmovali v izdelavi električnih koles. Invalidi v Mariboru praznovali dan mobilnosti. Na Muti delavnice o prometu za starejše. V hotelu City Maribor grand razstava Kaje Lukač. Lepo pozdravljeni. Začenjamo v Mariboru, kjer so najave kandidatur in zbiranje podpisov podpore občanov v polnem teku. Melita Petelin pred upravno enoto v Mariboru zbira podpise kot neodvisna kandidatka za županjo Mestne občine Maribor. Stranka Desus pa je včeraj na tiskovni konferenci predstavila Uroša Prikla kot svojega kandidata za župana Maribora. Petelinova je tako kot nekateri drugi izbrala nekoliko težjo pot in se na volitve podaja kot nestrankarska kandidatka. Nikoli ne iščem krajših poti, vem, da je to daljša, napornejša pot, ampak menim, da bojo Mariborčani in Mariborčani prepoznali mojo voljo, da naredim nekaj dobrega za Maribor, ker sedaj Maribor ni imel neke sreče in vem, da bom to spremenila. Zato res pozivam vse Mariborčane in Mariborčane, da bodimo spet Maribor. Ob morebitni izvolitvi ima že jasno zastavljene cilje. Moja velika prioriteta je obnovitev starega mestnega jedra. To vemo, da danes je pomemben del prihodka turizem in mislim, da to je najprej potrebno urediti oziroma spremeniti. Seveda se bom zavzemala za mlade, za izgradnjo stanovanj, tudi ranljivih skupinah in še marsikaj. S podporo stranke Desus pa bo na lokalnih volitvah za župana Mestne občine Maribor kandidiral Uroš Prikl. Zagotovo je ena izmed glavnih mojih poant načel, da bom poslušal in slišal glas gospodarstva. Ne nazadnje, gospodarstvu je treba dati možnost in priložnost, da uresniči svoje podjetniške in gospodarske ideje, šele tako bodo prišla delovna mesta in ne bo dnevne migracije čez Trojane v Ljubljano ali pa v sosednjo Avstrijo. Tako bodo mladi dobili tukaj priložnost in pomagali mestu, dobili stanovanja in tukaj zaživeli. Naslednja zadeva, ureditev financiranja in infrastrukture na področju športa. Tukaj zaostajamo in mislim, da je zadnji čas, da zadeve na tem področju seveda uredimo. Maribor je bil v preteklosti kulturna prestolnica Evrope. In jaz bi si želel, da se zadeva tukaj nadaljuje, da uspemo zagotoviti Mariboru tudi potrebno infrastrukturo na področju kulture in da zaživimo dejansko kulturni duh v pravem pomenu besede. Prikl je na koncu še dodal, da je odprt tudi za tuj kapital, vendar mora ta v mesto prinašati kakovostna ter dobro plačana delovna mesta in da investitorji v mesto prihajajo z iskrenimi nameni. Anketa, ki smo objavili na spletni strani lokalec.si in ljudi vprašali, koga bi volili za župana Mestne občine Ptuj, če bi bile volitve že zdaj, je naletela na odličen odziv. Glasovalo je kar 2531 ljudi, od katerih je kar 1196 svoj glas namenilo Andreju Čušu. Čuš je tako z 51% vseh glasov premagal Nuško Gajšek, ki je zbrala 43% vseh glasov oziroma 349 manj kot Čuš. Glede na velik odziv, glede na to, da je bilo danih preko 2200 glasov, je anketa vsekakor nek vzorec podpore in stanja. So pa volitve, ki bodo 18. novembra edina prava anketa in takrat seveda pozivam vse podpornice, podpornike, Ptujčanke in Ptujčane, da se udeležijo volitev, da grejo na volitve, da ne pustijo usode našega lepega mesta v roke tistim, ki grejo voliti, da tudi sami prevzamejo odgovornost. Čuš je prepričan, da je visoka podpora odraz njegovega dobrega programa, ki ga želi s predlogi občanov še izboljšati. In zbiram seveda pripombe, predloge za izboljšanje našega programa. Že ta vikend pa seveda tudi začenjamo z druženji in kostanjevimi pikniki po mestnih četrteh. In seveda vabim vse, da se nam pridružijo. V vsaki od 8 četrti bomo naredili eno druženje, kjer seveda želimo slišati mnenje krajank in krajanov in da tudi sami prispevajo svoj pečat v to našo zmago čez 2 meseca. Na koncu je še dodal, da bo v dobrobit občine izkoristil vsa poznanstva, ki jih je kot poslanec stkal v državnem zboru, predvsem pri obnovi mestne infrastrukture in črpanju evropskih sredstev.
Na letošnjih lokalnih volitvah bo, kot kaže, zanimivo tudi v občini Ruše. Po spletni anketi na portalu lokalec.si je med prepoznavnimi političnimi obrazi občine Ruše največ glasov prejel Tomi Prosnik, nekdanji kandidat za poslanca in direktor Centra za mlade Ruše. Medtem je uradno prvi napovedal svojo kandidaturo Martin Lesjak. Če tudi vsaj zaenkrat Prosnik ni kandidat za župana občine Ruše, je nad izidom zadovoljen. Se mi zdi, da je zelo navdihujoč rezultat. Kar se tega tiče, jaz bi se seveda vsem, ki so glasovali za to podporo oziroma za njihov glas zahvalil. Definitivno pa to niso kandidati za župane, koliko sem slišal, ne, in se pravi, da je vseeno rezultat nekako zanimiv. Je pa tudi dober pokazatelj, ne. Morda pa bo prav ugoden rezultat Prosnika napeljal k kandidaturi za župana občine Ruše. Ja, vsekakor moram reči, da je za razmisliti, kar se tega tiče, absolutno. Danes še vam ne bom dal odgovora, zaradi tega, ker nekako imamo časovnico drugače nastavljeno, ampak vsekakor mislim, da je zelo spodbudno, da tukaj se mi zdi eno priznanje enega dela, ker konec koncev jaz nisem človek, ki ga same funkcije po sebi zanimajo, mene bolj zanima delo in pa nek potencial, ki ga lahko izkoristimo in pa naredimo v naši občini, lokalni skupnosti in smo mogoče tudi vzor komu drugemu. Vsekakor pa Prosnik izkazano podporo razume kot pohvalo dela županske ekipe v zadnjih 4 letih, h kateri sodi tudi sam. Mi smo vsekakor letos dobili nagrado Zlati kamen za delo, kjer so tudi jasno napisali, kaj so tisti argumenti, zakaj ne, predvsem naš preboj na področju športa, kulture, izobraževanja, seveda tudi infrastrukture, in se mi zdi, da smo nekako na 17. mestu v Sloveniji po kvaliteti življenja, trenutno med 212 občinami, in se mi zdi, da je nek zelo dober pokazatelj tega, da se tukaj dela dobro, da smo neke premike v zelo pozitivni smeri naredili, in jaz mislim, da je to odlična iztočnica za naprej. Prav gotovo bo boj za županski stolček občine Ruše zanimiv, saj je le dan po objavi naše ankete uradno kandidaturo napovedal Martin Lesjak iz Socialnih demokratov. Mislim, da sem postal dovolj izkušen na tem področju, da si lahko take čevlje obujem. To je prva stvar. Ljudje, ki me poznajo v Rušah, vedo, da sem vsa leta, ki bom rekel, mojega družbenega udejstvovanja, bil velik organizator. In ta organizacija, mislim, da je ena, bom rekel, ključna točka, ki jo na občini potrebujemo. Lesjak je na koncu še povedal, da bi se ob morebitni izvolitvi najprej pogovoril z vsemi zaposlenimi na občini, da skupaj določijo prioritete. Sicer pa bodo njegove osebne prioritete izgradnja doma starostnikov, čistilne naprave in ureditev ulice Ruške čete. Kandidaturi za župana sta v teh dneh na Ptuju najavila tudi znan odvetnik Igor Majnik, ki bo kandidiral na listi Ptuj je naš, in sedanji podžupan Gorazd Orešek iz liste za Ptuj. Igor Majnik stavi predvsem na svojo prepoznavnost in preteklo uspešnost. Tu je moj cilj, da ta energija, ki se je zbrala ob tej tržnici in ob podrtju teh dreves, ki za mene so bilo zavržno dejanje, se nekako spremeni v energijo, ki bo na Ptuju nekaj odločala. Odloča pa lahko samo skozi svet, skozi mestni svet in svetnike, in jaz sem prepričan, da bo ta lista zmagovita. Jaz kot kandidat za župana tu sploh nisem pomemben. Želim pa, da ta lista je zmagovita in v življenju me vsi poznajo, na Ptuju mene vsi poznajo. Vse mi je uspevalo in tudi sem prepričan, da mi bo to uspelo, da bo ta lista zmagovita. Dosedanji podžupan mestne občine Ptuj Gorazd Orešek pa medtem želi Ptuj postaviti na pravo pot tudi brez megalomanskih projektov. Zagotovo bom se trudil, da Ptuj ostane odprto mesto. Ptuj mora biti prijazno mesto tako za prebivalce, obiskovalce in tudi za naše gospodarske subjekte in tudi za gospodarstvo od drugod, ki si mogoče želi priti na Ptuj. Na Ptuju je do sedaj kandidaturo napovedalo 8 županskih kandidatov. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in Laboratorij za energetiko sta že 7. leto zapovrstjo organizirala tekmovanje, katerega osnovni namen je spodbuditi zanimanje mladih za tehniko. Dogodek je letos potekal pod okriljem mestne občine Maribor v sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2018. Gre za prihodnost gibanja. Tisti glavni namen naš pa je v tem, da mi nekako mlade, se pravi od dijakov pa tudi študentov, da jih navajamo na to raziskovalno delo na nek način, zato ker oni morajo najprej načrtovati, potem morajo kolo prigraditi, čisto fizično, in potem še morajo tekmovati.
Ob tem pridobijo tudi druge veščine, saj si morajo pridobiti tudi kakšno sponzorstvo, zaprositi za pomoč, kar pa je tudi dobra šola za življenje. Ob tem so opozorili tudi, da je pomembno, da infrastrukturno ustrezno napravijo tako za avtomobile kot tudi za kolesa in da se vse skupaj nekoliko poceni. Veliko se je že naredilo, ampak se še ne vidi. Projekti so pripravljeni, občina se je prijavila na razpise za kolesarske steze in površine za pešce. In ko se bo to realiziralo, jaz verjamem pospešeno, ko bojo vsi posamezni deli mestne občine med seboj povezani za potovanje peš ali za kolesom, bodo tudi ljudje spremenili svoje navade, saj je mnogo bolj praktično, pripelje se od točke A do točke B, potuješ kadarkoli hočeš, rekreiraš se, ni drago, podaljšuje ti življenje, pa tudi splošna miselnost zaradi podnebnih sprememb bo ljudi spremenila. Na letošnjem tekmovanju so sicer sodelovale ekipe iz Srednje elektroračunalniške šole Maribor, Šolskega centra Škofja Loka, Šolskega centra Ptuj, Tehniškega šolskega centra Maribor, Univerze v Ljubljani in FERI Maribor. V okviru Evropskega tedna mobilnosti so tudi invalidi obeležili svoj dan mobilnosti. Številna društva invalidov so predstavila svoje delovanje in težave, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Predstavila so se različna društva invalidov, pokazali pa so, kako posamezna društva delujejo in kako živijo v teh društvih, predstaviti pa so želeli tudi probleme, s katerimi se soočajo. In temu je tudi namenjen tako imenovani Ovirantlon, kjer se bojo predstavili probleme, s katerimi se srečujejo tako slepi, invalidi na vozičkih kot gluhi. V Ovirantlonu so se preizkusili ljudje, ki se ne soočajo z invalidnostjo. Velikokrat na pogled enostavne stvari v praksi delujejo veliko težje, poudarja Kotnik. Sicer pa svet invalidov v občini deluje že 9. leto, v tem času pa so uspeli odpraviti marsikatero arhitektonsko oviro za invalide na vozičkih. Do danes lahko rečem, da smo preko 400 različnih arhitektonskih ovir iz prehoda z cestišča na pločnik pri tako imenovanih prehodih za pešce. In te arhitektonske ovire so zelo uspešne odpravljene. Tako da danes s temi ovirami že mi, ko se načrtuje novogradnje, nove cestišče, že pripravljeno tako, da bo klančine v prehodu narejene. Tudi na občini so zadovoljni s sodelovanjem s svetom invalidov. Zdaj v zadnjih 4 letih se mi zdi taki poseben dosežek je ob množici malih izboljšav v mestu, ki so invalidom prijazne, to, da je sedaj mogoče, da invalidi se brezplačno vozijo z mestnim avtobusnim prometom in da lahko uporabljajo brezplačno mariborsko vzpenjačo. Potem pa tudi pomembno to, da pri projektih, ki jih delamo, vedno mislimo na invalide. Tak primer so naši avtobusi, 47 novih avtobusov, vsi so nizkopodni, vsi omogočajo vstop invalidom tudi z vozičkom v avto. Avtobuse, sedaj tukaj pa, da se demonstrira vstop v Majstra za brezplačno vožnjo po centru mesta. Tudi invalidi sami so zadovoljni z napredkom v mestu, vendar še jih zmotijo določene ovire. Danes bi lahko rekli, da je tega veliko rešeno, da se nam gre nasproti v reševanju tistih problemov, ki jih izpostavimo, predvsem preko sveta invalidov, ker se združujemo vsa invalidska društva. Bi pa moral reči, da se nekje pojavljajo tudi nove ovire. V zadnjem času moram kar malo potožiti se, ker me je to prizadelo, ko se urejuje Ljubljanska ulica s podvozom. Naprimer, postajališče Tabor, železniško postajališče Tabor ne bo dostopno za nas, oziroma bomo morali delati veliko pentlo skozi mestni park Magdalena. S sodelovanjem pa so prepričani tako invalidi v svetu invalidov kot tudi na občini, da se da veliko doseči. Na Muti so v okviru Evropskega tedna mobilnosti pripravili delavnico za starejše z naslovom Ostanimo mobilni. Med drugim so predstavili novosti v cestno-prometnih predpisih, govorili pa so tudi o pomenu trajnostne mobilnosti. Ob Evropskem tednu mobilnosti so tudi na občini Muta organizirali izobraževalne delavnice za občane. Namen je, da bi se zmanjšal osebni promet, ki se po statistiki vsako leto povečuje. Nameni Evropske unije pa so, da bi bilo ravno drugačen učinek, torej da bi se potniški promet kot osebni zmanjševal, hkrati pa da bi se povečeval interes za javni promet potniški, in s tem bi se tudi
nekako pripomoglo k bolj zdravemu in okolju prijaznejšemu življenju. Na Muti so neke stvari sicer že uredili, kolesarske poti so urejene, je pa v prihodnosti v načrtu ureditev še več tras. Problematika današnje družbe je sicer, da se vsak vozi s svojim avtomobilom. Večina ljudi se še vedno vozi z vozilom, se pravi najpogosteje prometno sredstvo. Se pa trudimo z našim nadzorom, z našo kontrolo, da je ta prometna varnost na lokalni skupnosti in tudi sicer čim boljša. Na občini ocenjujejo, da je bilo pomembno, da so pristopili k dokumentu celostne prometne strategije, prepoznali so ga celo kot nujo. Z strokovnjaki, ki so nam pripravili celostno prometno strategijo, smo prepoznali določene šibke točke, določene nevarnosti in seveda iz tega so izhajali tudi ukrepi. In ukrepi niso kratkoročno naravnani, ker so tudi zahtevni, tako v tehničnem, še bolj pa finančnem smislu. In vesel sem, da ima občina Muta svojo izdelano celostno prometno strategijo, predvsem v poudarku po varnem vključevanju vseh deležnikov v promet. Se pa v občini Muta trudijo, da bodo v prihodnosti uredili še več kolesarskih poti in naredili to potovanje za občane še lepše. V hotelu City Maribor je umetnica Kaja Lukač pripravila razstavo svojih del. Tokrat je prešla na raziskovanje drugačne tehnike slikanja. Kaja Lukač je slikarka, ki iz leta v leto raste, se razvija in odkriva nove svetove. Tokrat je ustvarila razstavo novih del svojega polletnega ustvarjanja. Ti portreti so zdaj drugačni, posledica raziskovanja, iskanja, učenja in seveda je potem v enem trenutku čas, da se to tudi javno pokaže. Razlika je v tehniki, tokrat je uporabila olja na nekoliko drugačen način. Torej začela sem raziskovati alla prima tehniko, to pomeni mokro na mokro, nanos slike, ki se zelo hitro naslika. In ta raziskava in brskanje v bistvu po preteklih znanjih me je pripeljalo do enih novih izkušenj in seveda novih ciljev. Gostje so bili nad razstavljenimi deli navdušeni in očarani. Jaz sem vsake znova navdušena, na kjerokoli razstavo pridem ali pa če vidim pač v njenem ateljeju ali doma. Mislim, se vidi, da ima talent. Kar lepo se je izkazalo že. Pa aktivna je zelo. Ja, lepo, da je Maribor rabi. Ja, izjemen napredek, in to je tisto, kar je najlepše pri umetniku, da se skozi razvija in skozi neke nove svetove v sebi odkriva in nove teme. In to je meni tako všeč pri slikanju. Podpora družine je najpomembnejša, pri Kaji te podpore ne manjka. Neverjetna je, praktično vsako leto nam postreže z nečim novim, kar naprej išče neke nove tehnike, nove načine izražanja, ampak osnovno bistvo se mi zdi, da so pač njeni portreti, pa tudi figuralika. Mislim, da v tem je res dobro in upam, da bo uspešna še naprej. Želimo ji vse dobro. Razstava bo na ogled do 14. oktobra. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. To soboto, 22. septembra, se pričenja Evropski teden športa, v katerem se bo zvrstilo več kot 50 brezplačnih prireditev. Vse informacije najdete na spletni strani mariborsport.si ali na Facebook strani Maribor City of Sport 2018. Praznovanje rojstnega dne doživljajskega igrišča se zaradi napovedanega slabega vremena prestavi na nedeljo 23. septembra. Rajali bodo od 11. do 21. ure. To nedeljo, 23. septembra, v Selnici ob Dravi na Vrablovi domačiji prirejajo jesenska odprta dvorišča. Dogajanje bo od 10. do 17. V primeru slabega vremena pa prireditev odpade. V Čebelarskem domu na Pohorju pa prirejajo dan odprtih vrat Čebelarskega društva Alojz Grajf s pričetkom ob 10. Toliko za enkrat, želim vam lep konec tedna in nasvidenje.